Gabriela Babnik je rojena leta 1979 v Nemčiji. Študirala je primerjalno književnost in literarno teorijo ter magistrirala iz nigerijskega romana. Od leta 2002 redno objavlja literarno kritiko, intervjuje, komentarje, reportaže in eseje v dnevnem časopisu in literarnih revijah. Njen prvi roman, Koža iz bombaža, je prejel nagrado za najboljši prvenec. Roman Sušna doba je 2013 prejel EOPL nagrado in je preveden v 15 tujih jezikov. Gabriela je tudi prejemnica Striterjeve nagrade. Bila je podpredsednica Društva slovenskih pisateljev in predsednica Sveta Jak. Trenutno prevaja roman, o katerem bo potem povedala tudi malo več. Sicer pa se roman imenuje One Day I Will Write About This Place, naslednje leto pa izide roman o Baudelaireu in dovalu Tišina polna vetra. Gabriela, če začneva najprej z Afriko, ki se pojavlja vsaj v 4 tvojih romanih, kdaj se začela ta ljubezen z to celino in zakaj? Veliko zdravo vsem. Jaz se lahko tikava, tako da ne boste mislili, da sem nespoštljiva. Ko sem imela leto 2002, mislim, zdaj bo že 20 let. Ja, naslednje leto. Odkar jaz to počnem, bom mogla to narediti. Kdaj se je začela ta moja ljubezen za Afriko? No, ne vem, verjetno, ko sem prebrala Sonjo Porle. Kaj sta pa 2 knjigi, Črni angel, Varuh moj, pa Barva sladke čokolade. Jaz sem v bistvu šla po gimnaziji v Zahodno Afriko. Sanjala sem, ne vem, o Gani, kjer sem pač prebrala, da imajo veliko zlata, kakava in tako naprej. Potem sem šla za eno kolegico, to je ta klasična popotniška, 2 ženski gresta, ne. Ja, v Gano in potem se je pač to začelo. Pa je bila Burkina, pa je bil Niger, pa je bila Nigerija, kjer sem tudi študirala na eni najstarejših univerz, IFE. Bil je filmski festival Fespaco v Burkini Faso, v bistvu največji filmski festival. Potem sem tam spoznala tudi svojega moža, čeprav sem rekla, da nikoli ne bom z nobenim Afričanom več imela. Tako da zdaj pač sem letos končno spet šla v Afriko po 4 letih. Ja, mislim, nikoli nisem bila, bom rekla, v nekem smislu klasična popotnica, ne. Jaz sem pač živela tam, poučevala sem na severu Gane matematiko, pač tako da je bilo nekaj za početi. Pa sem, ne vem, nikoli nisem bila teh nekih potopisnih predavanj, ko sem prišla domov, ne. Jaz sem vedno, ne vem, prišla v torbi z romanom, recimo, ne. In tudi te moje romane v bistvu niso neka popotniška literatura, ne. Sem pa prebrala, pač, bom rekla, predvsem Nigerice, tudi Južnoafričane. Senegal sem bolj filme gledala, spoznala sem potem tudi v Parizu, te nekaj ustvarjalce, filmarje in tako. Ja, vmes je bil še Pariz, no, sem veliko hodila, kar stovnjako, pa že sem. Ja, ker če začneva zdaj s tvojim prvim romanom, Koža iz bombaža, ki se začne zelo lirično, pravlično, v bistvu tudi, bomo rekla, vsi ti pasusi, kjer je glavna Sita, tudi ti nastopaš kot Sita, ne, na Facebooku. Zakaj takšna potem problematika, ki v bistvu ne idealiziraš ne Afrike, ne Evrope, tudi v Ameriko, ne, gredo tvoje literarne junake oziroma junaki, kako potem problematiziraš torej ženske, ki živijo v Afriki in potem recimo ženske, ki živijo v Evropi, ko mogoče, če najprej začneva z Kožo iz bombaža? Ja, Koža iz bombaža je šla 2007, ne? Mislim, mene vedno tako hecam, ne, ko gledam te
svoje knjige. Aha, to so moje knjige. Ja, Koža iz bombaža, ta roman je bil hecen, ne? Vse to sem že večkrat povedala, to je bilo pač vabilo Milana Lečka, ki je takrat šla iz Dela kot redaktorca na mladinsko knjigo in je rekla pač, da hoče roman, ker je pač ta zbirka prevencij, ne? Ona je pač to meni tako navrgla in jaz sem to spisala, rekla, hodič, babi, to res napisal, sem vrli isto objaviti. Malo sva se cenkala, če 30 strani ven izločiti in tako. Kar se tiče Site, na Facebooku jaz res nastopam kot Sita Vataraja. Ampak Sita je tudi ime v bistvu mame od mojega moža, pa ime je moje prve deklice Sita, Sinja Sita. Tako, ko vidijo, da ima mami na Facebooku Sita Vataraja, rečejo, pa kaj imaš moje ime gor, ne? Tudi moj mož je odprl neko podjetje v Afriki s tem imenom in tako. Skratka, to je ta ženska linija, bom rekla, v tej afriškem delu familije Sita, ne? Ker pač mama je bila, bom rekla, poslovna ženska, bila je tudi zeliščarka in tako naprej, taka zelo lepa, zelo temno kožo, se je umrla že 4 leta nazaj. Tudi njej je posvečen ta zadnji roman Tri smrti na nek način. Ja, njej v bistvu. Sem se malo s to smrtjo njeno ukvarjala, pa z malo krivdo, občutkom krivde. Ker pač, no, to je druga dolga zgodba. Ženskami v Afriki, ne vem, biti verjetno ženska v Afriki popotnica je drugače kot, ne vem, mislim, ta moja bela koža nosi s sabo marsikaj, ne. Jaz ne prihajam iz francoske bivše, ne, bom rekla, mislim, nisem pripadnica francoske zgodovine, nisem pripadnica nemške zgodovine, nimam te kolonialne preteklosti, ne. Ampak vendarle, ko sem tam, bela pot nekaj pomeni, ne. Se čutiš odgovorno kot bela ženska, ki na nek način? Mislim, ta naracija, treba videti, da je to pač 500-letna knjižnica afrikanistična, ki je povzročila ogromno škode v Afriki, ne. Tako da jaz nosim to konotacijo, seveda vsi mi, ne, vsi mi. Zdaj govorim za zahodni del Afrike, jaz ne poznam tega dela Afrike, ne. Ampak Ranka Primorac, ki je v bistvu pisala spretno besedo k romanu Sušna doba v francoskem prevodu, ona je živela 10 let v Zimbabveju, je zdaj predava postkolonialne književnosti v Londonu, je napisala v tisti spretni besedi, da je to v bistvu bom rekla, mislim, ona je bila rekla, jaz predeno afriško pisateljico, ne? Jaz smo se to pogovarjali v Nemšnici. Ko sem jaz to vzela v roke, da sem si mislila, kaj pa tale Slovenka piše v tej Afriki, tole pa ne vem, kako bo šlo skozi. Ker da meni ne je bilo zraven, da sem najbolj to menila, ne? Se pravi, ta postkolonialna predavateljca in hkrati neka avtorica iz Zimbabveja se pogovarjata o meni, ne? In potem pa ona vpraša, kako pa je, mislim, kako pa je to, ona zdaj to speljala, pa napisala ta velika, neka Slovenka o neki Burkini Faso, da je Ranka rekla, veš kaj, dobro je. Ko sem do konca prišla, sem rekla, dobro je, veš. Si tako vdahla, hvala Bogu. Ja, ker ravno tukaj, ne, ko si omenila, da imaš seveda drugačno odgovornost, oziroma da imamo drugačno odgovornost, kaj pa potem z Belo nastaja? Recimo, ko spremljam tvoje romane, ali ko sem recimo predvsem gledala film Bela nastaja, ker me ene stvari me malo razjezile, sem razmišljala, za to knjige nekako nisem morala do konca potem prebrati, kakšen je pa potem tvoj pogled, recimo na, to je postal bestseller in tako naprej, ne? Ne, to treba vedeti, da pač v bistvu popišeš v nekem prostoru, vse to vsi vemo, ne? Ne moreš z nekim naivnim vstopom, ne? Jaz ne moram iti v Afriko, pa pač pisati, kot da sem v 19. stoletju podkrivan, to ni jezor in tako naprej, ne? Je pač potrebno prebrati.
ne, kar je obstajalo že prej pri tej boji. In pač Bela Masanka je samo eden izmed teh drobcenih fragmentov. Tretji je seveda še ta slavni film Out of Africa, ne vem, kako se v slovenščini to prevaja, ali skratka Meryl Streep in vse te stvari, kar se navezuje, Bela Masanka se na to navezuje, ne. Imamo tiste prizore, ko branja las in tako naprej, ne. Ta naracija, to sem prej rekla, to je 500-letna tradicija v bistvu opisovanja in neki imaginarija, bom rekla, z zahodnimi očmi. In ko pišeš o tem prostoru, pač je seveda nekaj stvari potrebno predihati. Ne? In pa ne govorim samo o Nobelovcih, ne govorim samo o teh nekih kultnih filmih. Imamo tudi zdaj veliko vprašanje recimo o temo homoseksualnosti v Afriki. Ne? Mislim, jaz tudi najrada govorim o Afriki kot nekem kontinentu, ampak v bistvu vedno o državi. Že znotraj ene države imaš ogromno. Recimo v Burkini Faso, gor nad Gano pod Malijem, je 60 etničnih skupin, ne? In ogromno jezikov. Zdaj sem rekla, Festbako filmski festival, jaz sem enkrat malo nakurila tega našega, kaj je že ljuba, čisti ljudje, križnarja, ne? Sem pač rekla v prosti tom, ampak to, kar ti predaje, še nonsens, mislim, ne? Več si pogledati v Burkina Faso, v Ouagadougou, imaš v 10 dneh 200 filmov, izključno afriških režiserjev, ne? Moj profesor na univerzi je rekel Jugo Blan, ne? Zdaj se ravno Facebook končal, recimo, ne? In potem imaš nekega križnarja, imaš nekaj ljudi, ki v bistvu prodajajo te zgodbe Afričanov, vedno nekih revežev, lačnih, pobitih in tako naprej, ne? Se to tudi marketinško prodaja, to isto zgodbo, ne? Mislim, sej on točno ve, kakšno mnenje mislim, ne, tako da javno nimam držav s tem pogovor, ampak skratka, to je, ali pa recimo Ervin Hladnik Mihačič, on je mene naučil nekih žurnalističnih potez in tako naprej, smo se pogovarjali, to so pač kolegi, ne? Ampak ta domet razumevanja in znanja in vedanja v Afriki, bom rekla, je v tem prostoru zelo nekih povorih. Se pa vse čas pojavljajo neki ljudje, recimo Aleksandra Gačič, da organizira te tematske zadeve in tako. Skratka, obstaja tudi nek nabor vedenja, s katerim je pač potrebno ravnati. Torej, če nadaljujeva potem z drugim romanom, kjer pa v bistvu žensko postaviš v, bomo rekla, mogoče domače okolje, pa slovensko okolje, pa zopet v bistvu problematiziraš, ne? Se v bistvu z vsemi ženskami, s katerimi se ukvarjaš, z vsemi ženskimi, ki vse so to močne ženske. Tukaj, torej v visoki travi, visoko v travi, se opravičujem, pa se ukvarjaš z žensko, ki sicer gre iz opet nekega revnega sicer okolja, ne? Ampak se v bistvu ujame v neko ždenje, bi rekla. Ne? Jezik je zelo poetičen, ampak ta Lidija nenehno ždi in upa, ne? Da se bo iz življenja odprlo, da bo veselo, pa kljub nekemu ambicioznežu, ne? S katerim je poročena, iz življenja ne steče. Ja, mislim, prvi roman je bil v bistvu spisan, še tudi, če se samo en korak nazaj naredila, sem pa študirala komparativistiko, ne? In kot neka, bom rekla, mlada ženska, pač poslušaš ta predavanja o svetovni književnosti, v kateri pač niso vključeni, bom rekla, avtori svetega sveta. Ampak še prej svet na nek način. Ja, zelo grozno znak, ne? Mislim, ja. Ne? Ampak zdaj pač operiram z nekim terminom, da to lažje pač povem, ne? Seveda, v narekovajih tretji svet, ne? Ampak recimo na komparativistiki v okviru svetovne književnosti ni Mraždija, ni Čimamanda Ngozi, ni Vola Šolinke kot prvega Nobelovega nagrajenca, ki ga bomo zdaj imeli glede pri literi prevajali, ne? Da vam povem, da je 87. Vola Šolinke dobil nagrado za literaturo Nobelovo in kaj je rekel, pa sem jih zagal, ne? Se pravi, te, bom rekla, ne, vse vemo,
komu pripada intelekt, ne? Afričanom ne. Skratka, Vola je to nagrado dobil in jaz sem potem začela, ko sem potovala, ko sem to brala, sem pač obrnila perspektivo, ne? Se pravi, Afričanja, ki opazuje nas. Ne? To je ta prva zgodba, Božja zgodbaža. Visoki kralji sem pa vedno hotela pokazati, da znam pišati še o čem drugem kot po zboru Afriki. Ne? In v bistvu to je bila zgodba generacij naših mam, moje mame, mojih tet, ki so pač živele neka življenja, ki si jih mogoče niso živele, zidale hiše v tem socializmu, so poročile, imele praviloma 2 otroka, če se spomnite, kuhne te oranžne, ko so prišli obiski, smo dali tehnično v kopalnico, poli smo dali pa ven. Sem bolj pa mlajša, ampak ste povedi starejših in ali obiska starih kuhin, to vem. To so bili ti oranžni aparati, ne. To je bila ta zgodba o visoki travi, ne. Mimo glede ta naslov, ki je zelo lep, zdaj, ki pogledam nazaj. Mislim, ta roman je čista pesem. Ja, v bistvu je zelo poetičen, pa na nek način, ko sem ga brala, prvi se mi celo kot govori o mogoče ženski, ki dela v nekem Murinem podjetju. Ne vem, nekako sem to postavila v ta kontekst in prav to življenje, neuresničeno življenje žensk, ne, ki samo skrbijo, ne more pa dati nič nas, ne, oziroma živeti svojega življenja iz drugega vidika. Ja. Pa se ta roman nekaj pahaja na misel, ko se je vozil s kolesom ali pa tako, ne. Naslov tega romana si je izmislil Mitja Čander, se mi zdi kar dober naslov, jaz smo imeli težave s temi naslovi. Napisala sem v Afriki, sedela sem tam na enem kavču, moj mož in včasih radijsko postajo, ko se hvali kako kina. Skratka, jaz sem na tistem kavču sedela in to pisala, ko so vmes laufali DJ-ji, pa da muska pa tako. Imela sem Tomasa Transtremerja ob sebi, pa je Hudo Mihaja poezijo in se pa to... Takrat sem v bistvu razmišljala, kaj je zame ta Slovenija, kaj je zame ta Evropa, ta nek pogled iz zraka, ne, ko se umakneš, v bistvu tudi ta neka izkušnja jezika, ko bivaš v drugem prostoru, ne, ko sem bila več mesecev, recimo v Afriki, odmaknjena od jezika in sem brala samo poezijo, recimo, ne. Nisem govorila z nikomer, tudi otrok nisem imela v sebi, ne. In je slovenščina v bistvu obstajala tako v meni, ne. In tak poseben prostor se je spostavil, ta distanca. In zdaj, kaj je ta Slovenija? To je ta pogled iz zraka, ta visoka trava, ne. Zelena, zdaj, ko se pogovarjamo toliko o tem Frankfurtu, ne, pa bomo zdaj ne vem, kaj bomo razumeli z tega Frankfurta. Lahko me vprašate vse, kar hočete, če vas karkoli zanima, vse me lahko vprašate. Ampak, kaj je res ta Slovenija, ne? Narava vredna, ne? Tako da ta ženska v visoki travi, ona si zmisel neki, ne? Eno grdo stvar si zmisel. Tudi v moji družini imamo en grd prepir. Jaz nisem poznala svoje babice, ne vem, 25 let, ne je bilo prepovedano zelo se pogovarjati. Ampak potem, ko sem pač jaz odrasla, ko sem pač bila samostojna, sem Jureta Jakoba nahecala, da me je peljal k moji babici, ki sem jo videla prvič po 25 letih, ne. Tako da to je ta zgodba. Pa tudi neke, bom rekla, travme, neke zamolčane stvari, neke slovenske zgodbe. V zbirki kratkih zgodb Nočne pokrajine se v bistvu prav sposodiš, tale Borgesov citat. Citiram, nasprotju z nesmrtnimi živalmi je človek subjekt, ne samo umrljiv in enkraten, temveč tudi zaznamovan z generacijami lačnih prednikov, ki so na njegovo lice otisnile sled neizbrisljive preteklosti. Konec citata. Prav to, s čimer se potem nenehno ukvarjaš tudi v drugih romanih, ne, se to na nek način pripadnost preteklosti, katerimi v bistvu nihče ne more bežati, ampak to ni v bistvu prazno vrednost, ampak v bistvu analiziraš te odnose, te pobege, recimo tudi moški, ko razmišljajo o svojih materah, ali ženske, ki razmišljajo o svojih očih, ali o umrlih otrocih, pobeznelih otrocih. Ja, verjetno sem šele, ko sem
intimno spisala, sem začela razmišljati o Bukli v nek intervju in sem začela razmišljati, kaj je z mano narobe, da skozi v teh familijah pišem, ne? V teh nekih, šele z intimno mi je prišlo v bistvu res, a je to zdaj infantilno, da se jaz tako s temi družinami ukvarjam, ali je to zdaj tipično slovensko, ali je, zdaj sem se tega malo zgodila. Moram reči, ker imam svojo družino. Ne vem, to me je pač okupirano, sem mogla neke stvari premisliti, očitno. Intimno je recimo tudi odnos, ne mama hči, je to odnos hči pa oče, ne? Ja, tudi pri teh smrtno ne. Ja, recimo intimno sem tudi brala, ker jaz pač popišem, usporedno berem druge avtore in tako in potem vlečem, si sposojam ven, dam v gruzive, navajam, koga sem vse citirala in tako. Ja, še vedno zelo dosledno, ne? Ali na začetku ali na koncu, ne? Koga citiraš? Je to poseben razlog? Zakaj? Ne vem. Zdaj to se bi lahko pogovarjali, ne? Kako v bistvu zašiti notri vse to, kar berem. Jaz nisem unikum, jaz nisem, mislim, prva začela pisati o določenih stvarih, tako kot sem rekla. Zdaj pač verjetno to je tudi posledica študija, da pač vlečeš ta bazen za sabo, ne, in komuniciraš z avtorji, ki so živi in mrtvi in z vsemi temi duhovi, kar se mi zdi prav, v bistvu na nek način se tudi poklarjaš, ne. In pogledaš, kako je nekdo pisal o določeni temi, ne, že to že obravnava, to se mi zdi smiselno. In pa ti daš to neko svojo kri in svoj put. Recimo, brala sem Janice Galloway, kaj je ta roman o Clari Schumann, ne. Mislim, izjemen roman, ne. Recimo, to je tudi odnos med Claro in očetom, ne. In jaz sem se morala nekaj navezati, čeprav ta naracija, bom rekla, zdaj, bela ženska, temnopolti moški, in potem Franz Fanon je o tem pisal veliko, ne, črna koža, bela maska, kako pravzaprav je to izdajstvo. Ja, recimo prav v intimnem govoriš, to je gre za na nek način tri zgodbe oziroma tri pripovedi. Imaš torej najprej Mino in Fadula, ki sta na nekih borbah, ne samo zaradi kulture, ampak ki med sebojno se spopadata med svojimi svetovi. Se mi zdi, da tudi tukaj so zelo pobegli moški, ki na nek način nimajo obstanka, tudi drugi, recimo romani, recimo Tri smrti. Ja, intimno je, jaz vedno pravim, intimno je roman, ki se ga izmanj bojim. Zato, ker je, intimno sem šla, popolkala sem dve deklici, pa še moža, pa sem šla v New York, da sem bila pač rezidenco za en mesec in jaz sem delala to transformacijo. Jaz sem bila pač na nek način se raziskovala, kako je pravzaprav ta temnopolti moški dojet v zahodnem svetu. Vemo vsi, atletika, boks, seks in tako naprej. Šport, to je pač njihova domena, ne, v tem kontinentu pripada belemu moškemu, to je prvo nadalje že, ne. Pa sem pa hotela to malo nadgraditi, v smislu pač teh neke transseksualnosti, ne. Ja, to tudi pa Ja, in koliko je zdaj te moške, ženske plati v nas, intimno je pač ta posebna ta tajne. Tako je. Na nek način je moški, ki vse skupaj povezujemo. Se mi zdi, da tudi potem pri Treh smrtih imaš sliko, ki povezuje tukaj, pa torej živi lik, ki je, ne vem, meni se je zdaj uganka, pa potem iščeš, pa bereš, pa... Jaz imam ful rada, mislim, on je ta moški, ki sedi v spalnici Diane Lawson, te fotografinje v New Yorku z namazanimi petami, ne. In ona ga slika, ona v bistvu srečuje, hodi po New Yorku in pač srečuje te ljudi, ne. In za človeka, za katerega mislim, da vse ti nosi zgodbo, ga povabi sebe domov in potem ga v bistvu slika in je tudi za vprašanje, kje je pornografsko
Tako da tukaj sem šla zelo daleč, rekla, v tem skrivanju telesa, no, na nek način. Vse v bistvu se mi zdi, da ta fotografija na nek način pisateljica sama. Na tak način se v bistvu tudi ti ukvarjaš, slike, ne samo torej vizualna podoba, ampak zgodba v ozadju, iz katerega potem fotografija na nek način mora pogruntati, s kom se ukvarja, s koga se fotografira. Mislim, iskreno, ta roman intimno je najbolj autobiografski, čeprav so me spraševali kože z mompaža. Mislim, ta je v bistvu tak mikro-laboratorij sem tukaj izpostavila, tudi rasizma. Šla sem res tako v Alešnika, bi rekel, come down and fight. To so, ne vem, v Nigeriji, če poznate, so te kombiji, ki so napolnili z ljudmi. Potem vsak kombi ima nekega, bom rekla, vodiča. In ti fantje visijo ven iz teh kombijo in se med sabo kregajo, kdo bo vzel v bistvu stranke. In je bil nek termin come down and fight, se pravi, ko se te fantje skregajo, se začnejo tepsti med sabo za stranke, seveda, pa tudi za druge stvari. In to je ta roman. V bistvu jaz sem, ali pa če mama Nangozi je rekla, da je, mislim, da ponovi, kateri njen roman? Amerikanah je njen fuck you roman. To je intimno, v bistvu. Intimno je, tam sem pač povedala vse. V smislu, kar se tiče rasizma, kar se tiče pisateljice. Faruk Šekić me je recimo v Bruslu, ko so dobila EU nagrado, je rekel, pa Gabriela, kako je to, da imaš družino, pa pišeš? Se je kaj ne vem, Faruk, tako verjetno, kad da vodiš bataljon. Ampak jaz sem malo, mislim, Faruk je to tako zares vzelo, pa res. Pa se nam je, če je to sploh slovenskim tekstu vedno za ženske, da vodijo svoje krdilo, ali se hecajo, ali je to tri vogale podpirajo. Na nek način je to vedno ženskih odgovorov z tega vidika. Mislim, vsi, ko pišemo, vemo, da pač pisanje je neka disciplina, ki zahteva, ali pa vsaj od tistih, ki pač to nekako resno jemljamo. Je tudi en fizični napor, in jaz moram reči, da sem se bala. Ko sem pač dobila otroka, sem se bala, da bom padla ven iz vsega tega. Tako kot športniki pa je laufa. Za športnico je pa konc. Ja, pri športnicah je, ampak postane trenerka, če imajo možnost. Ne vem kaj, jaz sem bila tako, ne vem, bojevita. Jaz sem ta roman spisala, ker sem noseča, intimno. Jaz sem dala, pač na beletrino sem nekaj tukaj manjko, če se z mano kaj zgodi, pač to sprintajte, pa imejte to, se pa je vse v redu, ampak jaz sem se, ne vem, en teden po tistega, ko sem rodila, sem res takoj začela delati. Tudi zaradi družinske situacije in tako, jaz sem ves čas imela ta občutek, da moram poskrbiti vse familijo, da moram pisati, da moram, še zdaj sem se malo vse pozela, da sem se malo zrezala, tako da včasih cel noč ne delam. Kaj je pa potem recimo med Janino in Animo? Torej, Amina je pa popolnoma podrejena ženska, ki ima v tem romanu neko neuspelo ljubezensko zvezo z precej starejšim moškim, odpove se svojim ambicijam, otrok, torej Izabela še je v bistvu edina, ki na nek način zdržuje, lesne nima, pa potem umre za redko boleznijo. Na nek način so tukaj razlike, tu imaš vseeno dve močne ženski, torej urednico oziroma Janino, pa potem fotografinjo in Janino, ki popolnoma na nek način seveda lahko potem sveti, ampak podvega temu odnosu. Ja, zdaj si me spomnila še eno zgodbo, ki je v intimnem poleg tega Taja, pa New Yorka, pa te transformacije, tam napol tega moškega. V bistvu ena zelo tragična zgodba, ampak jo bom povedala vsem. Pa ne bom kvarila razpoloženja, ampak jaz sem spoznala eno zelo fino žensko,
ki me je klicala, da hoče narediti scenarij za Sušno domo, da hoče narediti iz tega film. Vse super, ne, stri gremo v Afriko, gremo to snemati. Skratka, to še vedno visi v zraku. Enkrat bomo to posneli. Po koronu snemati? Iz Sušno domo. V Afriki ni korona, oziroma je, zdaj bo prišla, prej bo pač Meryl Streep bo že, mislim, Skratka, zbližali sva se in potem je ona meni povedala, da ima dečko starega 4 leta, ki ima neko redko obliko raka, oziroma tumorja. In ta fantek je umrl, ona ga je spremljala 2 leti na Dunaju, potem je ta deček umrl. Zadnjič mi je napisala, da je 7 let, odkar je umrl. Skratka, ko je ona napisala, da to truplo peljejo z Dunaja v Ljubljano, da ga bodo pač pokopali, sem si jaz rekla, da sem mi napisala pismo in potem sem si rekla, da zdaj pa moram napisati roman. In ona je v bistvu ta Amina. Jaz sem o njej napisala o njeni zgodbi. Ona je res bila poročena z nekim moškim, ki je bil Miloševićev finančni svetovalec, in vlastno tistem stanovanju in tako naprej, 600 kvadratov stanovanja, od tega polovica knjižnice, če se ta zdaj še nisem videla v življenju, to je v Ljubljani. Skratka, ta deček je umrl, ta par se je razšel in Amina je ona in ta gospod je pač, bom rekla, ta realni lik. Ampak, ko sem jaz to pisala, ona je tudi rekla, da da je to preveč boleče. Potem je bilo tudi Aleksandar Hilman, recimo, njemu se je tudi zgodilo z njegovo Izabelo, to isto. Skratka, to so te zgodbe, ki sem jih pač jaz notri zašila, pa skrila. Je pa strahljivo zato, ker se v bistvu to, kar se zgodi v romanu, se tudi temu paru dejansko zgodilo v resničnem življenju. Tako da ne bom več pisala takih zgodb. Bi prebrala mogoče kakšen paskus iz tega romana? Lahko, kaj grajš ga? Vse ne prav velik, ne. Ampak tukaj, sem zelo na Vlanku, sem gledala, kaj bi lahko prebrala. Jaz sem zdaj napisala nov roman in sem čisto drugi zgodbi. Tako da se malo pravičujem, če sem tukaj kaj zatikla. Je pa to Amina, ki gre s svojim Tiborjem, tem moškim na kosilo. Ona je pač ta bosanka v slovenskem prostoru, ki nekako, se to po-mojemu vse ženske v sebi, ne vem, pa sem te šovinistična, ne vem, ampak da se kar predaš, ne. On je pač nek bogati odvetnik, Tibor, ta neka, bom rekla, liberalna veja, ne. Prosim? Skratka, ne paše, da pač ona vozi na kosila in tudi jaz sem se znašla v taki situaciji, ampak potem začne toniti, ne? V bistvu, to je v romanu, ne? Začne toniti. Ona je šla predaleč pač v tem razdajanju, ne? Amina je prva prišla na kosilo. Tibor navadno ni zamujal, tudi tistega dopoldneva imela priložnost opazovati ljudi. Zdelo se je, da ne počnejo nič drugega kot hrepenijo. Telo se poslušno premika po delnicah navad in obveznosti duša pa previla v prodelih. Tudi s Tiborjem sta lovila srednjo miro. Karo sta doživela predvsem tisto noč v hotelski sobi, zdaj sta že tedne soobstajala kot par, ki je stopil iz enkratne epizode iz kvadrature hotelske sobe. Tibor je Amino dokaj kmalu povabil, da pride živeti k njemu. Svoje krožnike, kozarce in pepelnike lahko spraviš v mojo nočno omarico. Amini se šala ni zdela smešna, razkrila je zgolj trivialnost tega, da sta se zaljubila kot debitanta na plesu. Poleg tega je bil tu še Tiborjev snobizem. Že to, da naj bi se ona preselila k njemu in ne on k njej, je kazalo na to, kdo počrtuje stavke, ki narekujejo njeno zgodbo. Nekajkrat je z njegovega stanovanja šla brez slovesa ali pojasnila se v noči, ni hotela, da bi se preveč zbližala, si začela pripovedovati družinske
ali ne, da na koncu je vseeno popustila. Najemnino za stanovanje je res težko plačevala kljub honorarnemu delu v oglaševalski agenciji. Hotela je predvsem zaključiti magisterij, tudi odkar se je razprla na tisti hotelski postoli, odkar je izpolnjevala v kadru vsakdane prostitucije, kot je to imenovala pri sebi, čeprav je najela občutek, da je šlo za veliko red, se knjig in niti dotaknila. Morda je Tiborjevo vabilo sprejela tudi zato, ker je imela občutek, da je pred srečanjem z njim naselila. Zjutraj se je zbojila utrujena, čez dan je večkrat legla na posteljo in brezinski zrla v stropu. Vidni del razmerja s Tiborjem je bil torej v tem, da je njegovo 200 kvadratov veliko stanovanje z balkonom, na katerem ni bilo ničesar, niti lončka žarla, gorilo od samote, nevidni del pa je kričal po tem, da si je Amina želela veseliti prostor, dan zavesen, dvigalom, stopniščem, ker se je vedno speljala tako, da se je držala za ograjo. Bistvo naseljevanja hladnega prostora z visokimi stropi je bilo torej v tem, da je iskala nekaj, kar bi jo spravilo v tek. Tiborjeva bližina seveda, vendar tudi razpoloženje na ulici, kjer sta živela, popravljalnica koles v bližini, bankomat čez cesto, mize in stoli na cesti, za katere se je zdelo, kot bi bili vrženi v veter, čeprav je šlo za precej prvenski način pridobivanja strank. S Tiborjem in tudi z vselitvijo njegovo stanovanje je Emina imela občutek, da prevzema celotno topografijo in da postaja drug človek. Predvsem se je začela bolj zavedati same sebe. Tibor je, ko se je približal njeni mizi, poljubil na lice in na sosednji stol najprej odložil veliko steno torbo napolnjeno z akti. Nato je teatralno vzel bombažni prc mize, ga razprl in si ga položil na elegantne temno-modre hlače, ki jih je nosil zlikane na robu. Oprosti, grozno gužbo imam. Amina je prikimala, kot da razume, čeprav ni razumela. S toboj bi se rad na hitrico o nečem pogovoril. Za trenutek se je zmedla. Zakaj bi nekdo v poglobljeno pomenilnem tonu dejal, da se želi nečem na hitrico pomeniti? Odprla je steklenico mineralne vode in napila glavo. Vedela je, da bi ženska primerna Tiborjevo dvorano steklenico nežno prislonila v kozarcu in prisluhnila šumenju. Odkar si bila pri njej, si je v glavo tekla, da bo zamenjala okno stanovanja, plačala žensko, da je počisti in jo potem poslala še k meni v pisarno. Zato tudi zamuja, vendar ni pomembno. Kaj sta imeli? Tibor je roke z lepo postriženimi nohti položil na mizo, da se je rahlo zatresla. Amini se je zdela, da bi v tistih nohtih, če bi se le nekoliko potrudila, lahko zaredila krošnjo vrtane, pod katero sta sedela na gostilniškem vrtu. Kdo? Amina je silila na smih, hotela je podaljšati ta trenutek, ko se je Tibor čutil negotovega. Ja, ti in Laura. Amina je molčala, ni se je bilo govoriti. Vzela je jedilni list in se trmasto zastrmila van. Amina, poslušaj me, samo ušesa so me. Edino, kar mi je uspela razbrati, je, da sta se pogovarjali v Parizu. Amina se je počasi obrnila k natakarju, ki je stal nedalj strani. In ko je že hotela odpreti usta, da bi naročila kalamare na žalu in kozarec belega vina, ni se hotela privaditi k temu, da bi vsaki jedi srpel alkohol, toda pozno jesensko sonce, ki se je opiralo v hrbet, in Tiborjeva rahla razdrabalnost, ki ne gre zamenjevati s pomišnostjo, so je spravili v posebno razpoloženje. Morda je bila zaradi sonca nenadna toplitka celo rahlo utrujena, je pri sosednji mizi zagledala para. On je bil zagorel, ona dolgolasa pregolaska. S prečrnega molka se je Amina nenadoma zavedla gostilniških zvokov, kozarcev, pribora, krožnikov, klepeta. Jedla sta kot vsi severnjaški pari, počasi, umireno, skoraj nezainteresirano. Morda gre za Nemca ali Bretonce, pomislila. Ljubljana je zadnje čase postala zanimiva za turiste iz osrednjega dela Evrope. Snažna, vrljiva, obledljiva. Ja? Ok. V romani se pojavlja torej tudi veliko narave, čeprav so govorili tudi o mestih najprej. Pri treh smrtih, kjer v bistvu pač je sam roman narejen po podobni torej strukturi kot tri močne ženske, posvečene torej trem močnim likom, bi mogoče začeli s Mankovcem, ki je v bistvu prerastel v celem romanu simbol. Kaj
je recimo narava zate, ker vem, da v enem delu so sodelovali, ko so bili zelo natančno rekla, ne, listje septembra še ni takšne barve, ne. In se mi je zdelo zelo zanimivo, ne, in sem se spomnila potem na Mangovec, ki ga posluješ v 3 smrtih, ki ga v bistvu zelo natančno izpelješ in popišeš. Ja, to je, ne vem, če veste, kakšen zgleda Mangovec, ne, to je zelo lepo drevo, mislim lepo. Baobab je drugačen, Mangovec pa tako veliko krošno. Še ena stvar, v Burkini Faso recimo imajo več kot 100 vrst mangota, v tem zelenem predelu. In ko je umrla mama mojega moža na dvorišču, na odprtem dvorišču, to so ta klasična afriška dvorišča, okoli katerega so sobe, vsak ima svojo sobo, to je pač v bistvu ta extended family, v kateri živijo različni člani družine. In na tem dvorišču je raslo drevo, Mangovec. In to je bilo zelo visoko drevo, veliko, ne vem, staro kot 50 let. In ko je mama mojega moža umrla, mesec, 2, zatem je drevo, ki je bilo zdravo, ki je bilo staro 50 let, umrlo. A se predstavljate to? In so morali korenine skopati, tako da zdaj tam ni ničesar. Letos, ko sem šla, sem res zelo žalostna, ker je taka praznina ima, pa ne samo zaradi drevesa, ampak skratka, to drevo je umrlo po 50 letih, ko je gospa šla. In ona je ves čas te kastrole umivala je tako okoli tega drevesa. Tako da to drevo je neko tako, ne vem, tudi sem gare, zelo znana zahodnoafriška glasbenica, eno zelo lepo pesem, Mislim, da pojo ljubezni, pa v resnici pojo v smrti. In ona pravi, ko drevo pade, ptiči jočejo. Ker v bistvu ta mande, džula, o katerem govorijo, jaz ne znam tega jezika, je zelo poetična. Da imaš v neki pop komadu, glasbi, ko drevo pade, ptiči jočejo. To sem jaz pa na grobu moje babice, ki sem jo posvetila, tudi ta roman na visoki travi pač to izrekla. Tako da drevo je ena čudežna stvar. Zdaj, kar se pa tiče narave, imam rada, seveda, živali, recimo. Vsaka imajo živalna stoka. Možda se v bistvu, če se pošalim zelo od eksotike do naših domačih žival. V bistvu tudi maček je v bistvu tudi zanimiv, ki potuje zraven para v 3 smrti, zraven Isidorja in njegove partnerice. Kaj pa živali, ki so tudi v bistvu na nek način kot duhovi? Ker po eni strani so tvoje romani, seveda izhajajo iz realnih okoliščin, notri so zgodovinski dogodki. Po eni strani pa v bistvu imaš tudi ta način mistični pripit, žival ni zgolj žival, ampak je del človeka, oziroma pač hišne ljubljenča. V tem visoki travi so recimo krave. Te afriške krave so blazno lepe. Oni jih ne zapirajo hleve, ampak kar ležijo po drevesih, take črne, vsi so seveda različni tipi teh krav, ampak to neko grbo ima maščobo, ker pač morajo preživeti sploh v subsaharski Afriki. In so me tako zelo fascinirali, tako da to tudi koža krave v bistvu, Potem so psi, v slušni dobi so te psi, afriški psi so taki suhi, rdečkasti, to barvo zemlje malo v bistvu, in vedno hodijo v otrokih, tudi jih ne zapirajo, tako kot norca recimo ne zapirajo, pa starejši tudi ne zapirajo. Zdaj je maček, tudi v novem romanu je tako rumen maček, imam jaz pač rumenega mačka. V tem novem romanu letos ni samo 200. obletnica Dostojevskega, ampak je tudi 200. obletnica rojstva Baudelaire, Charlesa Baudelaire. In jaz sem spisala ta roman o Jean Duval iz Haitija.
in Baudelaire pa sta imela razmere 20 let. Ona nadihala to slavno pesem Lassie. Skratka, pesniška zbirka Le Fleur de Mal, Rože zla, zaradi katerih je bil on obsojen. In v tej novem romanu, Tišina polna vetra, ki izide drugo leto pri Beletrini, je tudi en maček. Skratka, stvar ni tako mistična, jaz sem hotela biti veterinarka. Tako sem pač imela te živali, sem šla v Mercator, ne vem, sem prinesla kruh, pa mlek, pa mačka v te Mercatorje vlečki domov. Skratka, skozi sem imela živali in pač poseljujejo moje romane, zato ker mislim, da ima neko posebno senzibilnost, tako kot otroci, posebno videnje sveta. To so tudi vidi na ravni mojih stavkov, leksike, podobja, zelo vizualnega. Tako da... Ker pri treh smrtih, recimo, so tvoje seveda sklanjajo, sama sem tudi mislila o tem spregovoriti, zelo široko, ne? Kako se zdaj kot pisateljica držati, recimo 10-15 stavčnih poved in držati intenziteto, ne? Sploh prvi, drugi del treh smrti, se v bistvu soočaš na eni strani z žalostjo, s praznino, mrtvorjem, otrok, potem zgodba mame v prvem delu, ne? Ampak kako zdaj držati že v eni sami povedi, pa potem recimo pogreš v daljše odlomke, v daljše pasose, vso to moč, ki jo potem razvijaš, ne? In ne vem, tako kot te slike, ne? Vsaka zgodba ima svoj jezik, ne? To smo se z Mojco Kumarde, recimo, pogovarjali. Kako je ona napisala Kronosovo žito, ne? Te madrigale, srednjeveške, ne? Več glasi in tako naprej. Skratka, najprej ona je poslušala, ne? Je rekla, da je najprej mogla najdeti jezik, v katerem sam pri njej zelo specifičen, ta tretji osebni prehodovalc, ne? V katerem neko zgodbo poveš in to se mora poklopiti, ta zgodba in jezik pač mora priti skupaj, če ne govorimo o prvem stavku, ne? To, kar ima recimo pri nas Svit, ona pravi, če imaš prvi stavek, imaš cel roman, to je cela fantazma, brez veze. Ampak obili pa imate ptico, žensko ptico, za pri nas Svit. Ja, tudi mogoče, ja, ampak jaz mislim, da moraš imeti dovolj materijala, dovolj štofa, da te potegne, da iz tega nekaj narediš, tako kot kuhanje, ne? Moraš imeti sestavine in potem ali rad ali pa ne rad. Zdaj, pri slušni dobi sem si izmislila, jaz sem zelo rada tega španskega avtorja, Javierja Mariasa, ne? Veliko romanov prevedenih je v slovenščini, on ima zdaj stavke čez 20 strani, ampak on je moj stavke, mislim, tudi kandidat za Nobelovo nagrado. Ampak skratka, jaz sem malo tega vzela, recimo v sušni dobi, pa sem probala en stavk pela čez pol strani, pa še večkrat dlje. Jaz mislim, da tako kot glasba. Recimo, sušna, Koža iz Bombave sem veliko poslušala glasbe, tudi notri je, bom rekla, predvsem afriške glasbe, ne? Predvsem ta malijska električna kitara, se mi zdi, ne vem, Salif Keita zadnjič sem poslušala nov komad, tudi ta pristop do glasbe, ne? Se mi zdi, v Zahodni Afriki je tako malo spiritualno, ne? Pa sta prepuščava, ne? Tudi danes svoje. Piva ima. Ja, prosto. Ima to kakšno vprašanje? Gabriela, kaj pa je za nočnimi pokrajinami? To je zbirka kratkih zgodb, tukaj recimo tematiziraš pa tudi recimo drugo vojno, ki je v preostalih romanih ni tako, na katero se seveda zaradi same vsebine ne osredotočaš toliko. So nočne pokrajine, v bistvu tudi pokrajine, tiste temine, s katerimi se ukvarjajo tvoje liki oziroma tvoje protagonistke?
Pa ja, mislim, te nočne pokrajine so naredile tudi neke radijske igre, pa tako naprej. Ena zelo lušna radijska igra nastala po eni tej zgodb. Skratka, zakaj nočne pokrajine so, ker mislim, da neke stvari se po noči drugače izgovorijo kot pa po dnevi. Tukaj bi še, ker naj literarni večer gre proti koncu, kaj je z Ido? Ida, v bistvu imaš tam eno misel, ki jo izrečeš, Ida je rojena v 70 letih in je v bistvu prekarka, ki na nek način najprej ima mirno, lepo otroštvo. Pred kratkim je, mislim, da je bila Petra Hrovat napisala, da ko je bila ona mala, so imeli vsi Cicibane in vse te revije, vsi so se imeli lepo igrali na dvoriščih, sedaj pa to vse prazno in je otroška gotovost na nek način negotova. To sem da za sama dodala. Ida pa reče v bistvu podobno, da sedaj pa so postali ti odrasli, prestašeni odrasli, čeprav so živeli prijazno mladost, otroštvo. Ja, Ida je v bistvu Mušičeva Ida, če vidite te podobe, glave, tukaj se sposodila Ido. Potem vnukinja Vitomila Zupana, ki je pač družinska prijateljica, je tudi recimo Ida, in se mi za tako lepo ime. Skratka, ta imena junakov, jaz imam težave z naslovi pa z imeni, ampak tukaj ta Ida sem pač nekako to našla v tej smeri. Ona je prekarka, tako kot jaz. V bistvu večna študentka na nek način, svobodnjakinja, samozaposlena. Jaz sem se s tem precej ukvarjala tudi v društvu pisateljev. To je ena posebna problematika. Precej nas je, precej denarja porabi za nas. Vsi smo isti. To je ta neka eritaž, ta neka zgodovina oziroma dediščina samoupravnega režima, jaz mislim, da je, ki je v bistvu Lučkar izenačen z Vinkotom Medrendorferjem, ki je napisal več kot 80 del. Mojca Komerdej je v bistvu socialni problem, kljub temu, da je dobila Prešernovo nagrado. Skratka, to je ta lik prekarke, ki pa tudi samske ženske, ki živi s psičko, tega po Ljubljani veliko vidim. Ko se ženske pogovarjajo s svojimi kužki, pa mislijo, da se pogovarjajo s partnerjem, pa pogledam, da to ni to. Ja, malo je zagrenjena, v bistvu je ujeta, taka ptica v kletki je, njen oče jo potegne ven iz tega, jo odpelje v Afriko, tam naredi samomor, ker je zelo grdo. Ja, ne vem. Ona v bistvu neka oblikovalka, jaz sem skozi ženske umetnice, ki nekako v bistvu ta spretna oblikovalka. Skratka, ona skuša preživeti. Ona se sprašuje, če ne sploh pali vsega tega skupaj in nima bližnjih ljudi, na katere bi se lahko oprla. V bistvu je sama ženska, ki visi v nekem praznem prostoru. Ja, v bistvu, po eni strani so te ženske močne, na drugi strani pa veže ta grozna preteklost. Ali zdaj torej umrli otroci, posilstva, prisiljeni zaponi. Če mogoče nekako skevema na en pogovor. Ja, mogla bi še lepše stvari pisati. Vse zdaj sem. To ni nič narobe. Vse žal tovalje. Ne, pa to vidim okoli sebe, pač žal. To me celo življenje me spremljajo te neke nezadovoljne, neuresničene ženske. Pa upam, da ne posprašuje, ker sem se zadnji zelo jezila, ker je predsednica Pena pospraševala vse ženske. Veliki tega, nekih zamolčanih zgodb. Recimo Sušna doba je medejna zgodba, v bistvu ta ženska je umrla svojega otroka. Mislim, ko sem jaz to pisala, je bilo grozno. V nedelju smo se pogovarjali, ko je bila ta Long Night of Literature. 6 ur branja sem imela s to Sušno dobo. In niti si sploh nisem mogla razumeti, kako jaz pišem
ja, pa materinstvo pa ja na piedestalu, ne. Jaz sem tukaj poskušala opisati zgodbo, mislim, pa tudi v tem okolju nas pravzaprav silijo, ne, mati, ne, ljubi svoje otroke, ne, včasih bi ga zadali, pa bi ga ven vrbil skozi okno, ne. Se upravičujem, imam zelo rada svoje otroke, ne mislim, da sem prišla, ne vem, ampak ni tako vse, kakor se kaže, ne, navzven. Dajmo se pogovarjati tudi o tem, ne, o nekih depresijah in tako naprej, tako da, ja, sušna doba je zamočana zgodba, ko je moja deklica padla v Afriki, imela puško, sem se vprašala, kako bo odgovorila, če se nekaj zgodi jaz. Ne? In vidim, da je to v vseh kulturah, sploh v afriških, ker je materinstvo strašno visoko postavljeno, velik problem, ne? Ženska je zato, da rodi otroke. To še je takrat, ko je to resnično, ne? Ne? Tako da, ja, o tem se hoče malo pogovarjati v svoji pomeni. Te plasti, v bistvu, tako kot čebulo, to malo razpreš, ne, pa daš pod luč, pa, ne, osvetliš. Ja, tako da sušna doba v bistvu zoprno. Ja, se v bistvu tudi sama slovne, sušna doba, kot na nek način. Ampak je zanimivo, kako v bistvu to sušno dobo potem primerjaš, ne, tega partnerja, 27-letnika, ki se zaplete s protagonistko, oziroma se stavlja, ne, protagonista, ki ima sina starega toliko, kot je on. Ne. Ja, tukaj sem komentirala ta seksturizem, ta bela masalka zgodba, v bistvu, ne, belke, ki pač... Ali pa platforma. Ja, ki hodijo pač v Afriko se dol dajati, mislim, se to ni nič takega. To pač, pa ti otroci na cesti, mislim, tega ogromno. Vse so tudi filmi na njej, zdaj že. Tako da, ampak to ni to, ne. Na začetku zgleda, da bo šlo v to smer. Zdaj, ljubezen je manj, ja. Pa na koncu, da bi ona brez skupaj, da se najde, da bo v bistvu vsak v svojo smer. Ampak ves čas pa preizkušnja dragaca na nek način. Nekateri strani me bo kdo pogruntal. Tako da, ja. Gabriela, najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala vam za današnji obisk. Vabim vas čez 2 tedna, bo gost Lara Pavkovič. To bo tudi četrtek, isti prostor, tako da lep večer še naprej.